dan. Nahajamo se v poslovni coni Komenda pred poslovno stavbo Ream d.o.o. Vabimo vas na hišni sejem, ki bo potekal od prihodnje srede do sobote. Prosim, stopite z mano. Torej, hišni sejem odpira vrata za vaše obiske od srede do sobote, srede 22. marca od 8. do 18. ure, ključno do petka od 8. do 18. ure, soboto pa od 9. do 14. ure. Ream d.o.o. se nahaja na lokaciji poslovna cona Komenda pod Hrasti 29. To je naš uradni naslov že skoraj 2 leti. Aprila bo minilo 2 leti. Zadovoljni smo, da lahko na večji prilagojeni površini strankam ponudimo vse in še več, kar jih zanima. Predlagam, da pogledamo letošnje okvirne novosti, katere se dogajajo na trgu klimatskih naprav in pa toplotnih črpalk. Pričnimo s toplotnimi črpalkami. V zadnjih 2 letih je bil trend oziroma največja dilema in vprašanje na področju toplotnih črpalk dobavljivost. Z veseljem vam sporočam, da je ta problem v veliki meri rešen. Dobavne verige se normalizirajo, dobavni roki krajšajo, tako da so stranke servisirane v doglednejših rokih oziroma po željah uporabnika. Kar se tiče toplotnih črpalk, je glavna stvar tudi to, da je prehod na ekološko sprejemljivejše hladivo R32 praktično zaključen. Naprave z hladivom R410A so praktično v eksplicitnem odhajanju, tako da je kompleten program, kot rečeno, na hladivu R32. Mitsubishi Electric, katera je naša, paradna znamka, sestavlja toplotne črpalke iz 3 modelov. To so EcoDan Classic, EcoDan in pa Zubadan. Oblikovno se spreminjata samo ta najnižja pomoč in najnižja EcoDan toplotna črpalka v primerjavi z močnejšimi EcoDani in pa Zubadani. Tu nastaja še vedno razlika, kar je vidno tukaj iz tega posnetka. Moči so sestavljene iz segmentov 4, 6, 8 kW, 10, 12 in pa 14 kW. Notranje enote delimo na tiste, ki imajo integriran bojler za sanitarno vodo in pa tiste brez integriranega bojlerja z možnostjo priklopa zunanjega bojlerja sanitarne vode. Integrirane variante obstajajo v volumnih sanitarne vode 170 litrov, 200 litrov in pa 300 litrov. Praksa je pokazala, da te bojlerske enote zadoščajo ekvivalentno gledano recimo 200-litrška, 300-litrški stoječi varianti zaradi posebne tehnike, ločenega izmenjevalca, mešanja sanitarne vode v samem bojlerju in pa vertikalno bistveno bolje razporejene ogrete vode. Toliko v toplotnih črpalkah, morda še beseda na inštalacijske povezave. V zadnjih 5 letih, kar sem prej omenil z plinom R32, se je spremenila tudi freonska povezava med zunanjo in notranjo enoto. V veliki večini tiste nove gradnje, katere se zdaj gradijo, imajo že, pravilno pripravljeno, dimenzijsko pravilno pripravljeno inštalacijo. Tam, kjer je pa pač inštalacija še pripravljena za prejšnje hladivo, je pa po navodilih proizvajalca potrebna zamenjava inštalacije. Toliko zelo na kratko o toplotnih črpalkah. Pridite v navedenih terminih, pogovorili se bomo o rešitvah, ki bi bile najboljše za vas. Pridite skupaj z inštalaterji, pridite skupaj z arhitekti, najdli bomo definitivno rešitev, ki bi bila primerna. Če gremo naprej, na naš, kako bi rekel, tudi paradni program so pa klima naprave. Začnimo zopet z Mitsubishi Electricom in pa z glavno letošnjo novostjo. Velike znamke menjajo, bomo rekli, glavne price performance modele na relativno dolgi rok. Pri Mitsubishi Electricu se je to zgodilo letos
In sicer gre za zamenjavo iz modela standard oziroma po kratici MSZ-AP prihaja kratica MSZ-AY. Gre še vedno za enako pozicionirano klima napravo, pomeni višji srednji razred, ki pa tehnološko že dosega praktično večino lastnosti luksusnega razreda. To pomeni, da kot glavna sprememba glede na predhodni model ima ta model že predvgrajeno plazemsko filtracijo. Gre za elektrostatični filter, ki odstranjuje iz zraka mikrobe, viruse, bakterije in pa prašne delce do 2,5 mikrometra oziroma nanometra. To je model klima naprave, na katerega proizvajalci stavijo največ, če lahko tako rečemo. Oblikovno, stilsko se sklada zopet z najnovejšimi trendi, pomeni, da prehajamo iz visokega sijaja oziroma glossy white variante na mat teksturo notranje enote. Robovi so rahlo bolj zaobljeni kot v prejšnjih variantah. Globina zaradi več vsebine, torej te filtracije prej omenjene, je malenkost večja, pa še vedno vizualno nemoteča. Nastavitve so možne, jasno, upiha z vsemi vertikalnimi in pa horizontalnimi lamelami preko daljinskega upravljalca. Prav tako je že integriran Wi-Fi upravljalnik oziroma Wi-Fi modul, s katerim oziroma preko katerega lahko nadaljavo z aplikacijo MailCloud upravljate s prav vsemi funkcijami, katere premore ta klima naprava. Zelo pomembno je še glede na aktualnost te teme, da gre tukaj za izjemno varčno klima napravo. V 2,5 in 3,5 kW varianti dosega A3+ razred v režimu hlajenja in pa A2+ razred v režimu ogrevanja. Kar se tiče komforta, gre še za eno zelo pomembno značilnost in to je hrup. Hrup notranje enote je v tej ediciji še zmanjšan in sicer na 18 decibelov. Gre torej za novost, ki verjamemo bo dosegla širši krog slovenskih kupcev. Naprej, kar se tiče Mitsubishi Electric klima naprav, ni velikih sprememb na področju hišne uporabe. Nudimo jasno poleg stenskih tudi stropne kasetne v dveh variantah, to lahko pokažemo tukaj. Gre za vgradno v spuščeni strop. Takšni modeli so bolj kot ne namenski za Armstrong strop glede na dimenzije maske, to pomeni 62 na 62. Višina je še vedno 24,5 cm. Dočim te modeli so namenjeni bolj kot ne za v knauf oziroma pač mavčne stropove ali pa kakšne druge variante, kot so lahko tudi lesene, odprtine v betonih in tako naprej. Zelo pomembna lastnost tega modela je, da ima manjšo višino, to je 18 cm, in pa da ne potrebuje revizijske odprtine za servisni dostop, ker je vse skupaj dosegljivo z demontažo tega okrasnega izpihovalnega modula oziroma panelne maske. Naprej, če pogledamo še ostale oblike, imamo na voljo še talno oziroma parapetno enoto. Parapetna enota je, kako bi rekel, zelo aktualna pri klimatizaciji, kjer gre za glavno potrebo po ogrevanju. Gre za to, da je čisto fizikalno gledano z nižje stensko montažo primernejša, termično primernejša zaradi izpihovanja zraka pri tleh, toplega zraka, ki se potem počasi dviga. Pri klima napravah potem lahko navedemo še kanalske klima naprave za skrite vgradne oziroma za kanalski razvod po stanovanju, hiši. Tukaj govorimo bolj kot ne o novogradnjah, zaradi tega, ker tam je dovolj prostora, dovolj enih, kako bi rekel, možnosti za razmislek vnaprej, kam to umestiti, zaradi tega, da vas estetsko to ne moti. Pri kanalskih klima napravah bi se pa potem kar naprej na naslednji program navezal, in sicer to je prezračevanje. Zelo pomemben aspekt, ki smo ga v tej pretekli koronski krizi večkrat omenjali, torej, da je zelo pomembno prezračevanje prostorov, v katerih živimo. In
Mitsubishi Electric konkretno ima možnost tvorjenja mini klimata s povezavo rekuperatorja in pa kanalske klime za njim. To pomeni, da lahko vi preko kanalskega razvoda svež zrak, rekuperiran zrak, pohlajujete ali pogrevate. Gre za počasno, tiho in pa zelo, zelo neobčutno delovanje. Ta rešitev je absolutno primerna za bolje izolirane oziroma energetsko bolj vzdržne objekte. Ni pa to nadomestek aktivnega hlajenja v smislu, da če vam dam čisto praktičen primer iz življenjski primer, recimo, da imate nek piknik zunaj, 3 panoramske stene odprte, zvečer bi pa radi v, ne vem, pol ure shladili nazaj prostor na 7 stopinj manj, kot ste imeli prej. Tukaj to ne bo šlo zaradi tega, ker je aktivnost tazga sistema prepočasna. Je pa bistveno udobnejša kot v nekaterih prej navedenih primerih, ne? Mitsubishi Electric kot tak je na področju prezračevanja aktiven že leta in leta. Mi v letošnjem letu kot Ream d.o.o. praznujemo 20. obletnico sodelovanja z partnerjem Mitsubishi Electric na področju HVAC, torej hladilnih in pa klima naprav, ne? Klima naprav in pa toplotnih črpalk ter ventilacije. Rekuperatorji Mitsubishi Electric so praktično zelo, zelo razširjeni. Razširjeni so zaradi tega, ker gre za kvalitetno napravo, enostavno za uporabo in pa tudi cenovno dostopne modele. Tukaj vidimo še čistilce zraka. Čistilci zraka so v praksi pri Mitsubishi Electricu slonijo na plazma quad tehnologiji. Tisto, kar smo prej pri novem modelu klima naprave izpostavili kot zelo pozitiven premik, lahko rečemo, da bomo tukaj v ločeni varianti za postavitev v prostor oziroma za prenos med prostori. Gre za enostavno rešitev, kako doseči čist zrak z preprosto napravo, ki je tudi premična. Toliko na kratko o Mitsubishi Electric programu kot našem, rekel, poslovnem partnerju, glavnem poslovnem partnerju. Mi v Reamu smo distributerji, uvozniki za več znamk, že vrsto let. V letošnjem letu smo pridobili v distribucijo še eno zelo pomembno znamko in to je Hisense. Hisense je znan v Sloveniji zaradi povezave z našim izdelovalcem bele tehnike. V Reamu smo ponosni na to, da so nas izbrali kot partnerja za distribucijo klima naprav. Če pogledamo, tukaj je razstavljeno klima napravo, gre za napravo Smart Comfort. Ta naprava je dobila pred leti oziroma pred letom nagrado Red Dot Award za dizajn pri notranji enoti. Gre za kompaktno napravo, tiho, varčno napravo z predvgrajenim Wi-Fi modulom za upravljanje na daljavo, ki pa je cenovno zelo, zelo dostopna. Pokriva pa jo mreža prej omenjenega partnerja z servisom in pa naša prodajna mreža, poprodajna mreža, tako da ste kakorkoli obrnemo na ziher nakupu, na varni strani in pa na kvalitetni napravi, ki vam bo, verjamemo, da služila vrsto let. Ostala dva naša partnerja, glavna partnerja sta pa še Kaisun in pa Mitsubishi Electric Hydronics. Pri Kaisunu govorimo o klima napravah in pa bistveno širšem programu, katerega ne samo, da zastopamo, ampak smo ga tudi že v veliko primerkih plasirali na slovenski trg. Klima naprave kot take so zanimive tako v smislu kvalitete, poprodajne aktivnosti principala in pa cene. Če razširimo vso zgodbo Kaisuna, nudimo znotraj njih tudi toplotne črpalke, zrak-voda, nudimo hladilne agregate, konvektorje, potem pa še profesionalne klima naprave, ki so v velikih primerih primerne za obrti,
za industrijo in pa VRF sisteme seveda. Vse od naštetih programov smo že uspešno in pa z zadovoljnimi kupci plasirali na naš trg. Gre za, tako kot rečeno, kvalitetne naprave španskega proizvajalca Kaisun, osnova so idejne komponente. Gre pa za, kot rečeno, za price performance modele oziroma za cenovno dostopne modele z najvišjim dobljenim tehničnim in pa kvalitetnim izplenom. Toliko o Kaisunu. Če omenim še Mitsubishi Electric Hydronics, torej že pri prejšnjih hišnih sejmih smo večkrat poudarjali, da je Mitsubishi Electric kupil italijansko znamko Klima Veneto. Sedaj se to trži že drugo leto pod krovno znamko Mitsubishi Electric s pridelkom Hydronics. Gre za hladilne agregate, konvektorje, rooftope, klimate in tako naprej. To so projektne zgodbe, katere pa tudi lahko na našem hišnem sejmu naslavljate na naše sodelavce oziroma strokovnjake iz posameznih področij. Verjamem, da bomo našli ta najboljše rešitve za vaš primer oziroma za rešitev vašega problema. Toliko zelo na kratko, da ne bomo vsega povedali še preden pridete. Še enkrat vabljeni med sredo in soboto, sreda 22. marec od 8. do 18. ure in tako naprej do petka, in pa v soboto od 9. do 14. ure. Vabljeni, z veseljem vas pričakujemo.